Kamniška poslanka magistra Julijana Bizjak-Mlakar in predsednik območne izpostave Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Kamnik Joško Romšak sta organizirala poslanski večer z ministrom za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo magistrom Dejanom Židanom. Nam lahko poveste, kaj je glavno sporočilo današnjega pogovora, današnjega večera tu v Mekinjah? Proizvodnja hrane ima prihodnost v Sloveniji in tudi v kamniški občini. Se mu zdi problematika kmetov na Kamniškem podobna tistim v celotni Sloveniji? V bistvu ja, ker imajo vsi kmetje po Sloveniji podobne probleme. To so probleme, ki so povezani z preveč administriranja, s težavami pri kmetijskih zemljiščih, pri ekonomiki svoje proizvodnje in to so probleme, ki generalno moramo reševati. Nam lahko poveste vtise današnjega srečanja z ministrom za kmetijstvo? Ste zadovoljni z njegovim odgovorom? Izjemno sem zadovoljna, vidi se, da je kompetenten človek, da je zagret za reševanje kmetijske problematike in tudi mislim, da so bili ljudje izjemno zadovoljni. Presenečena sem tudi nad številom udeležencev današnje razprave in tudi nad visoko kompetentnostjo teh ljudi, ki so se udeležili. Vprašanja so bila neverjetno dobra vprašanja, težka vprašanja in minister je izjemno kompetentno odgovarjal. In kako ocenjuje ministrov obisk sopobudnik srečanja? Z prihodom novega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sem izrabil možnosti, ker sem jih imel preko prijateljskih vezi, kajti minister je prišel na novo, vedel sem, da upravi 2-3 take obiske, take pogovore z ljudmi in se to možnost izkoristil. V začetku maja je bil še nekako okvirno določen današnji datum in ko je bil v času sejma v Gornji Radgoni potrjen, sem bil izredno vesel. Vesel sem udeležbe ljudi, vesel sem prijetnega vzdušja in kot predsednik odbora izpostave Kmetijsko-gozdarske zbornice v Kamniku, ki je soorganizator današnjega večera, obljubljam, da na željo krajanov, članov zbornice, občanov, sem pripravljen sodelovati in povabiti ter pripeljati v Kamen še kakšnega od takšnih eminentnih gostov. Namreč samo na ta način se čuti in diha, da dihamo vsi skupaj dihamo slovenski zrak. Ker pa je državna poslanka danes praznovala ravno rojstni dan, je sledilo presenečenje. Za 2 let nazaj je svoje starše, svoje brate usrečila iz Joka na svet naša državna poslanka, gospa Julijana Mlakar. En lep aplavz za vseh.